Knjižica o Ptujski panorami se malo razlikuje od drugih knjig iz te serije, kajti predstavlja spomenike, arheološke spomenike, ki jih ne moremo videti na prostem. Skriti so namreč še vedno pod površino zemlje. Tudi ostanke, ki so bili odkriti na tem območju panorame na Ptuju, ne moremo videti v muzeju, ker je Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož nedavno izgubil svoje glavne razstaviščne prostore in tudi ima zelo neprimerne depoje. Kljub temu gre za pomembno območje in pomembne arheološke spomenike. Panorama leži na Ptuju na levem bregu Drave, to je grič, ki je bil tik nad prehodom, starim prehodom čez reko. Predstavlja pa osrednje območje rimskega mesta Petoviona, ki je bilo v bistvu največje mesto rimsko mesto med Jadranskim morjem in Donavo in zato je izjemno pomembno v širšem srednjeevropskem prostoru. Hkrati pa je območje panorame edino nepozidano, nekoliko večje arheološko območje, ki se je ohranilo na Ptuju. V knjižici smo želeli predstaviti nova spoznanja o tem prostoru in tudi na začetku način, kako smo prišli do teh ugotovitev. Po eni strani z modernimi geofizikalnimi raziskavami, med katerimi prednjačijo raziskave z georadarjem. Potem zelo pomembna so arheološka izkopavanja, ki so bila opravljena na začetku 20. stoletja in potem po dolgem premoru spet v zadnjih 10 letih in pomemben prispevek k našim novim ugotovitvam pa so tudi analize kamnitih spomenikov in drobnih predmetov. Nekatere ugotovitve, do katerih smo prišli v zadnjih letih, so tudi prvič objavljene v tej knjižici. Zgodovino Petovione, kot je že naslov nakazuje, lahko razdelimo na dva dela. Na obdobje vojaške prisotnosti v Petovioni, to je v 1. stoletju našega štetja, in obdobje rimske kolonije med 2. stoletjem in začetkom 5. stoletja. Kamniti spomeniki, odkriti na Ptuju, in antični literarni viri pričajo, da je v 1. stoletju v Petovioni stal legijski tabor, to je utrdba za vojaško enoto okoli 6000 vojakov. In ta tabor je bil izhodišče za rimska osvajanja v osrednjem Podonavju. Na podlagi geofizikalnih raziskav smo potem usmerili manjša izkopavanja leta 2020 in odkrili ostanke obzidja in potrdili obstoj utrdbe na panorami. S taborom lahko povežemo tudi najdbe vojaške opreme, ki so prišle na dan pri različnih arheoloških delih na tem območju, recimo dele čelad, oklepov. Vojska je zapustila Petoviono konec 1. stoletja, ustanovljena je bila kolonija. Iz tega obdobja so na panorami ostanki ulične mreže, pravokotno segajočih se ulic, vidni na georadarskih posnetkih, potem razkošnih stavb, 3 velikih razkošnih stavb, verjetno bivališč mestne elite. Raziskane pa so bile videne na georadarju, pa so tudi stavbe, ki kažejo bolj na skromnejša bivališča, obrtniške delavnice ali trgovine. Na začetku 20. stoletja so tudi raziskali del term, ki smo jih tudi uspeli locirati s pomočjo georadarja. Panorama je tudi eden od pomembnih kultnih središč rimskega mesta. Zelo verjetno je na vrhu griča stalo eno od osrednjih svetišč Petovione. Na vrhu so namreč vidni pod površino seveda ostanki velikega kvadratnega objekta, v bližini so bila najdena posvetila Jupitru in pa svinčene votivne figurice, ki vse nakazujejo na to pomembno stavbo na vrhu. Na panorami je moralo stati tudi svetišče Nutric, ki so bile zaščitnice otrok in v taki obliki čaščene le v Petovioni, imajo pa korenine v predrimskem času. Tako je na panorami bilo odkritih 7 reliefnih plošč, posvetilnih plošč z napisi in pa upodobitvami boginje Nutrice, ki doji otroka.
Različni reliefni kamni iz drugih delov griča pričajo tudi v prisotnosti drugih kultov, naprimer misterijskega kulta podonovskih konjenikov, o katerim ni ohranjenih ne pisnih pričevanj, ne epigrafskih spomenikov, samo upodobitve. Ko se je uveljavilo krščanstvo v 4. stoletju, so blizu vrha Panorame postavili cerkvico, iz katere poznamo dele kamnitega okrasja in mozaikov. Petoviona je bila namreč s škofom in mučencem svetim Viktorinom ena od središč zgodnjega krščanstva v osrednjem Podonavju. Petoviona je delila usodo drugih velikih mest vzhodnoalpskega prostora in Podonavja ter je propadla v času preseljevanja ljudstev enkrat do sredine 5. stoletja. Po tistem času grič Panorama na Ptuju ni bil nikoli več poseljen. Ponovno nekje oživlja arheološka dediščina tega prostora z ustanavljanjem arheološkega parka na Panorami, ki ga organizira to ustanavljanje Mestna občina Ptuj, ki ima velik interes, da bi prostor ponovno zaživel kot pomembna kulturna dediščina Ptuja.